Ste se kdaj že počutili zavrnjenega, odvečnega, nepotrebnega? Ali kot bi rekel Prešern, kaj pa je tebe treba bilo, dete ljubo, dete lepo? To je zgodba mojega otroštva, to je zgodba mojega življenja. Moja mama je bila pri 40 letih noseča, pa neporočena, na vasi. Vsi, ki so jo poznali, njeni prijatelji, sorodniki, vključno z mojim očetom, so jo prigovarjali, naj odpravi tega otroka, kar pomeni, naj naredi splav. Seveda se je moja mama v tisti veliki bolečini in tesnobi in stiski zatekla k Bogu. Molila je pred podobo svete družine in ko sem bil že odrasel fant, mi je nekoč pripovedovala, da je takrat videla v tisti molitvi, kako je sveti Jožef odkimal. Ne, to pa ne, sprejmi to življenje. In moja mama se je odločila in je sprejela življenje in jaz rečem, da je sveti Jožef kriv, da sem jaz živ. Pravzaprav me spremlja že od mojega spočetja naprej, ne samo od mojega rojstva, do današnjega dne me spremlja. Papež Frančišek zelo spoštljivo govori o svetem Jožefu. Pravi, da je sveti Jožef dar za človeštvo. Zakaj tako razmišlja? Zato, ker pravi, da če je bil sveti Jožef tako pravičen in tako pošten in tako ponižen in iskren in delaven mož, da je Bog Oče v njem videl vrednega človeka, kateremu lahko zaupa svojega sina Jezusa Kristusa, potem je bil to res dar za človeštvo. Zame je bil sveti Jožef gotovo dar in je še vedno dar v mojem življenju. Res je, da v mojem otroštvu nisem jaz imel očeta, imel sem pa svetega Jožefa, ki je bil z mano kot neke vrste angel varuh. Sicer sva se z očetom v moji odrasli dobi zelo dobro razumela. Rad me je imel, tudi jaz sem imel njega rad. Rad je imel mojo ženo, moje otroke, moje vnuke, svoje pravnuke. Pa vendarle v otroštvu ga ni bilo. Takrat recimo je bilo za mene zelo težko in me je zelo zaznamovala ta praznina. Ko danes premišljujemo o svetem Jožefu, premišljujemo o vrednotah, kakšne vrednote je imel ta človek, ne morem mimo tega, da je bil zelo družinski mož in oče. Zelo rad je imel svojo ženo, svojega otroka. Bil je tudi zaveden Jud, zaveden Jud, ki se je zelo držal običajev in je cenil in izpolnjeval vrednote svojega naroda. Recimo v današnjem evangeliju ga vidimo, kako svojo družino iz Nazareta pelje na romanje, vsakoletno romanje v času velikonočnih praznikov v Jeruzalem. Pa to ni bila tako mala razdalja. Od Nazareta do Jeruzalema je kakšnih 150 km peš, s kakšnim osličkom, s kakšno mulo, s kakšno vprego. Spali so po šotorih, ki so jih postavili. Pa vendarle sveti Jožef gre tja in nazaj, pa še tiste dneve, ki so bili v Jeruzalemu, in to je kakšne 3 tedne, vsako leto zvesto. Pa vendar pravim, da je največja vrednota, ki jo je sveti Jožef gotovo imel, Bog sam. Evangelist Matej piše, da mu je Bog govoril v sanjah. Pošiljal mu je svojega angela, ki ga je opomnil zdaj na to, zdaj na ono, opozoril pred to ali ono nevarnostjo in podobno. In prav tako piše, da sveti Jožef ni okleval, ampak je takoj nemudoma izpolnjeval Božjo voljo, Božji glas, Božjo besedo. V tem bi jaz želel biti podoben svetemu Jožefu. Glejte, živimo v času slovenske zgodovine, ki terja od nas pokončnost, od nas terja odločnost, ne cincanje, ne jamranje, ne žalost, ne obotavljanje, ne mlačnost, ampak pokončnost, odločnost, pravičnost, trdnost, to, da mislimo svojo glavo, to, da v bistvu ne kupimo vsega, kar nam želijo mediji prodati in tako dalje. Seveda, če pa hočemo, da bomo postali takšni, podobni svetemu Jožefu, moramo pa tudi mi si prizadevati za to, da bomo ostrili čute za Božjo besedo. Smo še v postnem času, še dober teden nas loči do velike noči, še imamo čas za spokorna dejanja, še imamo čas, da se odločimo za nekaj dobrega, za nekaj, kar bo nam prineslo in našim bližnjim neko dodano vrednost.
Jaz predlagam, da se odločimo za več branja Božje besede. Tudi možje, predvsem možje, da premagamo tiste stereotipe, tiste predsodke, ki jih imamo, mogoče zoper Sveto pismo, zoper kakšne zakramente, spoved in podobne reči, da to premagamo po moško, tako kot sveti Jožef, da naredimo ustrezne korake v to smer. Predvsem pa, da tako kot nekoč sveti Jožef, tudi mi vzamemo v naročje Jezusa in mu dovolimo, da nam zašepeta besede upanja, besede ljubezni, besede smisla našega bivanja, besede sreče, po katerih hrepenimo. In ponesimo tega Jezusa v svet, ki ga tako zelo potrebuje, in mu dovolimo, da je v nas živ in dejavno prisoten.